Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še predzadnji oddaji DM Live v letu 2025. Kam je šel tale čas? Ampak ja, pripeljali smo skoraj da do konca še eno sezono naših vrhunskih oddaj. Mimogrede, jaz sem še vedno Ajda Mlakar in skupaj z vami jadram po veselem decembru, mesecu, ki je znan tudi po lepih mislih, srčnih željah in seveda tudi darilih, ki jih ponavadi ob koncu leta poklonimo tistim, ki so nam tekom leta lepšali vsak dan. Brez skrbi, če ste tudi vi eni od tistih, ki še iščete pravo idejo, pravi navdih, kaj podariti tistim, ki jih imate najraje, ste danes absolutno na pravem mestu. Tukaj imamo dva vrhunska gosta, ki bosta zagotovo s svojimi iskrivimi odgovori in tudi lepim odnosom pomagala do tega, da se vam utrne kakšna super ideja. Ne nazadnje pa se veste, odprta je tudi klepetalnica, tako da spet bomo malo izmenjevali mnenja, kramljali in klepetali o tem, kaj komu podariti, da mu res ob koncu leta narišemo ta najbolj širok nasmeh na obraz, ki si ga tudi zasluži. Sicer pa da ne pozabim, mislim, kako bi lahko pozabila na njiju. Dobrodošla Ula Potočnik, vegan in pa Jaka Polak. Živjo, živjo! Živjo! Fajn družba, to sem vam obljubila, da stopnjujemo tempo ob koncu leta in kot sem že malo namignila, danes se bomo pogovarjali o tem, kaj podariti tistim, ki jih imamo najraje. Vidva sta se mi zdela idealen par za to, ker sta konec dneva par tudi zasebno. To pomeni, da se že nekaj časa tudi obdarujeta in danes vaju res predvsem prosim za iskrene, pristne odgovore, da tudi ljudem malo pokažemo in povemo, da je še čas za popolno darilo. Se strinjata? Se strinjamo. Jaz že komi čakam, da odprem kakšno tole darilce, tako da... Ula, ti? Ja, jaz, tole so še za mene ena taka super presenečenja, tako da komi čakam, da jih odpremo pa sprobamo. Tako kot sem rekla, fajn oddaja bo danes, pa če mogoče, pravimo danes, da bomo imeli en takšen potep, oziroma da bomo imeli en tak praznični vodič po veselem decembru, mogoče najprej čistko v splošnem. Kako sta kaj z obdarovanjem? Rada obdarujeta, sta raje obdarjena? Kako je s tem? Meni je vse, kar je povezano z obdarovanjem, je dost nočna mora. Okay. Po eni strani ful nerad sprejemam darila, ker če mi ni ful všeč, se mi je težko delati, da mi je všeč. Sam tudi ne najrajš pa obdarujem, zato ker ponavadi nimam neke dobre ideje, zato ker vedno predolgo odlašam. In pol, ko pride tisti cajt, ko bi bilo že treba imeti darilo, je že malo kriza in ponavadi pol vedno zberam nekaj praktičnega, ker s tem težko zgrešiš. To se strinjam s tabo, tukaj moram reči, da sem kar, če smem tako reči, na tvoji strani, jaz obožujem praktična darila, zdi se mi, da je to pač nekaj, kar ne daš pa v lokot, ampak dejansko uporabiš, ker nekaj zelo praktičnih darilnih setov imamo tudi mi danes na zalogi, ampak še prej pa, draga Ula, povej, kaj pa tebi, ob čem pa tebi zaigra srce, ob kakšnem darilu? Zdaj pri meni je tako, meni je to drugače, ker ful mi je všeč tako obdarovati ljudi. Moj način je tako, da si čez leto, oziroma pač na skrivaj malo zapišem, kdo kaj pove, kaj si želi ali pa kaj, tako da imam pol neko idejo že splanirano za božič, rojstni dan, tako da jaz kupim ne samo praktična darila, tudi kakšna materialna darila, pač sam toliko, da nekoga razveselim, da pač dobi tisto, kar si je želel. Lepo. A imate kakšno posebno vodilo pri samem obdarovanju, oziroma če vprašam drugače, ko imaš v mislih, Jaketa, kaj je tisto, veš, kaj je tisto, kar bi ga razveselilo? Ne bom to vprašala, kaj si mu kupila letos, ampak ne vem, mogoče primer lanskega darila. Se spomniš? Čakaj, kaj sem mi kupila lani? A je bilo kaj lepega? Se spomniš, Jaka? Pozabila sem. Lani si mi kupila, je bil polover lani unot. Kjer? Tista siva, veš? A je bilo to lani? Ne. O moj bog, jaz sem tako pozabila sem. A se spomniš pa kdaj kakšnega darila, ki ga pa ni bil Jaka najbolj vesel? Ja, to se pa spomnim, to pa ne bom pozabila. Enkrat sem mu kupila čistko, nič ni bilo, pač čez teden, en dan, nek kuhalnik jajc, zaradi tega, ker pač sem mu hotela olajšati življenje, da ne bi rabo skozi kuhati jajca, ne. No, pač to je šlo sam tako nadol. Sej je pač vedel, da sem to z dobrim namenom naredila pa vse, ampak je rajš povedal, da pač tega ne bo uporabljal, tako da je ta stvar šla nazaj v trgovino. Kako pa je Ula to sprejela, Jaka? To je bila pa tudi ena velika uganka in zaplet, kako zdaj to Uli sporočiti, da mogoče ta zadeva ni toliko praktična, kakor si ona zamislila. Ja? Pač meni je bilo res lepo
to dejanje od nje, da mi ona se spomnila name, da mi je nekaj prinesla. In to sred leta. In to sred leta, Ja. sploh ni bil božič, Ja. niti nič, ampak ker sem jaz malo razmišljal, ali bom to stvar dejansko uporabljal ali ne bom, sem jaz prišel do spoznanja, da mogoče ta zadeva ni tako praktična, kot smo mislili, da je. In da je to ena taka stvar, ki bi mogoče pristala v spodnji na dnu predala, pa da je to ena taka stvar, ki ful veliko prostora v tem predalu zasede. Ok, In je razumem. bilo to treba nekako skomunicirati, a ne? Ampak, Razumem. glej, Kaj pa, če je recimo situacija obratna? Recimo, to se pravi, a se je pa že kdaj zgodilo, da je Jaka je mogoče podaril, kaj ta ker te ula ni bilo najboljš, pa si ti znala pol to skomunicirati ali si bila pametno tiho? No, to je bilo glih lansko leto za Aha. Božič. Sicer ni to, da ni bilo pravo darilo, ampak kupil mi je eno jakno, ki sem si jo drugače ful dolgo želela, ampak ta jakna ima že več različnih Velikosti. velikosti. pač imaš ta klasičen model, Ja, pol je pa modelov. nek, ne vem, Teliran. podoben. Ja. No, in pač ta je res tako čudno izgledala in se jo pač raje vrnala nazaj, ampak tisto drugo darilo, ki mi je pa kupil pametno uro, je pa bilo odlično in ga vsak dan uporabljam. Tako da, V glavnem jaz verjamem, da bosta, seveda zdaj ne bosta povedala, kaj sta Ne. že pripravila za letošnje obdarovanje. A sta sploh že? Mislim, Jaka, glede na tvoje, na Jaz tvoj že imam, tempo. jaz že imam. A Letos sem že imaš? na varnem, ja. A, Na dobro, napakah dobro, se dobro. učimo. ampak pač Jaka ima rojsten dan in pa je še Božič v koliko je to dni, 5 dni razlike. Ojoj. Tako da moram dvakrat bolj razmišljati, tako da eno imam, eno pa še nimam. Čakaj, ampak vedno pa dobi dva darila, nikoli. Vedno. Oh. Ja, december je kar Ja. fajn mesec Lepo, za me. No, tako da- ja, Pa plodovit. letos je še okrogla, tako da. Ja. O, wow, Ja. točno, ja, nič, super, potem bo pa kmalu prva ena velika fešta. Zdaj, če mogoče kdo, ki bo tudi povabljen na to fešto, gleda, mogoče danes dobite tekom oddaje, ne, kakšen dober namig, kaj je Jaketu še posebej všeč od teh darilnih setov, ki jih bomo danes predstavili. Preden začnemo, pa seveda še kratek pregled vseh ugodnosti, ki smo jih skrbno pripravili za vas. Res smo se v decembru potrudili še toliko bolj, da vas razvajamo tako z darili, kot tudi res z lepimi ugodnostmi. Zato mi dovolite, da vam jih zdaj na kratko predstavim, torej 50-kratne točke na vse danes predstavljene izdelke, ki veljajo od danes pa do nedelje, tako v prodajalnah DM, kot tudi, če boste torej nakupovali preko spleta. Potem imamo tukaj še 50-kratne točke ob nakupu nad 50 evri takojšnjega tiska za CV fotoknjigo. Hkrati vas v aplikaciji Moj DM čaka tudi kupon za gratis izdelek, to je zavijalni papir in podarili bomo tudi nekaj daril, tako da ogromno enih lepih ugodnosti in tudi razlogov, zakaj danes ostati z nami do konca. Mogoče samo še to, če ste z nami prvič v spodnjem delu, to se pravi v urodni vrstici, se vam bodo ves čas prikazovali izdelki, v katerih bomo mi klepetali. Če na izdelek kliknete, to pomeni, da ga avtomatsko postavite v svojo košarico. Samo gledajte, da boste pred zaključkom nakupa aktivirali tudi vse kupone, ki vas čakajo v kupon centru. Torej danes za vas aktualni trije, oziroma kar vsi, ki so tam, aktivirajte jih, prinašajo vam same pozitivne stvari in ne nazadnje tudi lepe ugodnosti. Mogoče samo še nekaj več rečemo o tem darilu, ki je namenjeno pa samo vam, torej gledalcem oddaje DM Live. Torej, lahko oblikujete 50 strani CV fotoknjige za ceno 26 strani z opisom posebne kode, prejmete torej 24 strani brezplačno. Ugodnost velja za vse vrste papirja, za vse vrste formata, tako za spletno naročanje, kot tudi na dmfoto.si ali v mobilni aplikaciji CV oziroma z brezplačnim namiznim programom, ki vam je prav tako na voljo. Koda pa velja do 31. decembra, torej čisto do konca tega leta in glasi se, bo tudi izpisana, ampak če mogoče kdo raje zapiše, vse z veliko CPK STRANILIVE. Torej, vabljeni pa še enkrat tudi v našo klepetalnico. Se mi zdi, da danes je ena taka fajn debata, tako da verjamem, da se bo marsikdo želel pridružiti, pa tudi mi bomo veseli ali kakšnega komentarja, mogoče že kakšne lepe želje, ne nazadnje ne, pogovarjamo se o obdarovanju in se mi zdi, tako v obdarovanju absolutno pašejo zraven tudi lepe želje. Mogoče tudi, a ne, ker bomo mi danes predstavljali darilne sete, že kar takoj ena ideja z moje strani. Jaz vam rada praktično darila, kot sem že izpostavila, ampak rada imam pa tudi delček te osebne note, a ne, in jaz mislim, da prav s tem, ko recimo mogoče na en takšen paket zraven, ne, damo še eno svoje osebno posvetilo, dejansko nekaj uporabnega, ne, mu damo še to, bom rekla, sentimentalno vrednost. Ja. Kaj pravite? A ni to nekaj lepega, da te pričaka eno osebno sporočilce? Ja, je res, če daš sam tako neko zadevo, kot je en ta darilni set, mogoče manjka neka res osebna nota in Ja. pač posvetilo
dobro zraven paše. A ti bi ga bila vesela, Ula? Ja, jaz bi še pol, če bi se Jaka ful lepo potrudil in kako voščilnico dal zraven in noter napisal, koliko me ima rad. Recimo. A ne, to je bilo 10 od 10. Tako je. No vidiš, no, mislim, vse sem Da si rekla. zapišemo. V glavnem, danes bo en kup enih takih zabavnih predlogov, kako si lahko polepšamo prihajajoče praznične dneve. Pred nami mogoče že prva ideja, zakaj pa ne, set za nego las in telesa 7 v 1 oziroma all in one serije 5. Gre za torej vsestransko darilo za moške, Brown set 7 v 1, darilo, ki bo zagotovo navdušilo vsakega moškega. Pa ajde, ena ideja, komu bi ga vidva podarila, imata mogoče v misli kakšno osebo z vajnega ožjega kroga? Pa jaz bi to zdaj še mojemu prijatelju podaril, zato ker pri njih je zdaj kar aktualno bradice, pa to, po mojem, ne sam pri njih, ampak splošno pri moških. Tako da ja, bi bili tega zdaj veseli. Jaz bi pa tudi, če bi kdo meni dal, bi bilo kar fajno, čeprav jaz nisem najbolj obdarjen z bradico, ampak tudi brez nastavka se da pobriti, tako da. Ja, pa tako je ta set namenjen tudi, to se pravi, bomo rekli, urejanju pričeske, tudi depilaciji. Jaz predlagam, da ga kar v bistvu razstavimo in da pogledamo, kaj točno je notri, kateri deli ga sestavljajo. Bojo si mogoče verjetno s tem lažje tudi predstavljali vsi tisti, ki nas gledajo. Zdaj bom malo mogoče tudi za pomoč poprosila. Takole. Jo, še tlele je. No, a veste, sej v bistvu ima en velik čar, ne, pri darilih. Aha, Jaka je bolj natančen, dobro. Drugače pri meni tudi to kar frči, a ne. In jaz sem tudi ena od tistih, ki vedno zavijem darila. Kaj pa ti, Ula? Ja, jaz tudi zavijam darila. Ja. Aha. Jaka jih pa lepo odvije. Ja, sem Jaka, da pa darila raje vrečko, tako da. A Jaka da pa darila raje vrečko? V zavijanju pa nisem najboljši. No vidiš, vsak je za nekaj, ne, skupaj pa ravno prav. Jaz bom zdaj pokazala, kaj vse torej dobite v tem setu, da si boste lažje predstavljali, a ne, to se pravi, to je ta brivnik. Zraven imamo tudi seveda polnilnik, sicer pa lahko deluje brez žice, a ne? Ga lahko... Sam nafilat ga je treba, a ne? Tako? Potem pa deluje brez tega. Kar je dobro, recimo, ker to pomeni, da ga lahko uporabljamo tudi v tušu, a ne, pod tušem. Tako tukaj so pa zdaj, torej te nastavki razno razni, da si boste res lahko popolno uredili vašo pričesko, ne, in ne nazadnje, vemo, ne, določeni moški si dajo s tem kar dela, ne, je to pravi mali ritual, pravi mali obred, skratka res ogromno enih nastavkov, da boste lahko čisto personalizirali svoje nabradno okrasje oziroma tudi vašo frizuro. Kaj bi vidva rekla, kaj je še recimo prednost takšnega seta? Ja, meni se zdi največja prednost to, da ne rabiš 4001 aparaturo, ampak pač imaš vse v enem. Sam te različne nastavke imaš gor, to lepo pospravaš, unga, kar rabiš, preklopaš gor in to je to. Kateri nastavek bi izbral, Jaka? Ja, meni bi najbolj prišlo prav, po mojem, kar brez nastavka, ne, glede na to, da nimam neki brade, da bi jo urejal, pa če se pol pobrijam na nulo in to je to, no. Ampak vidim pa, da je tudi neka zadeva, ki je bolj tako sam za kakšne detajle, tako da mogoče pa s tole malo poeksperimentiral. Ja, jaz zdaj bolj, ko gledam ta set, Ula, bolj se mi zdi, da bi ga lahko tudi ženske verjetno uporabile v kakšnem oziru. Kaj misliš? Ja, jaz mislim, da bi lahko uporabila sam tole ta zadnjo, ki je v bistvu brez nastavka, za normalno britje, ne vem, nog, pa vzduh ali pa kaj podobnega. Za ostalo pa žal ne, ker lase bi še pustila, brade pa nimam. Jaka, ti si tudi športnik. Jaz sem pomislila, da bi bilo tole idealno darilo tudi za nekoga z aktivnim življenjskim slogom. Zakaj? Zato, ker spet nekaj, kar lahko vzamemo s sabo na trening. Ja, pa fitneserčki ponavadi radi razkazujejo pol malo svoje mišice in to pač pol, če si kusmat po telesu, to ne gre najbolj skupaj, ne? Tako da oni se tudi po telesu brijejo in je pol fajn, da ga lahko tušem uporabljaš. Absolutno. Ker drugače treba še sesati, tuš pa poplahneš, pa je problem rešen. Ja, no, pa si praktično zdaj to povedala, ni res, je res, ne? Pa mora pa žokati lijak. Ja, pa če greva kamorkoli na potovanje, bi ga lahko skupaj vzela, pa pač sam enega, ne? Tako da v bistvu se moramo kar malo popraviti, če smo rekli, da je bil ta prvi darilni set predvsem za moške. Pravzaprav je multiuporaben tudi za ženske, ali pa bomo rekli še eden od tistih izdelkov, po katerem res z veseljem poprimeta oba spola. Tako da odlično, jaz mislim, da je to nekaj, kar bo mnogim polepšalo prihajajoči december in kar se mene tiče tudi res prva zelo dobra ideja za to, kaj podariti
skoraj da ne, lahko rečemo, moškemu, ki skrbi zase, pač, ne, zdaj, ali to brada, ali so to lasje, ali je pa to pač kar oboje, a ne, ampak nekdo, ki da nekaj nase, ne, in ki rad zgleda urejeno. Ja, jaz mislim, da eno tako mašino ima vsak drug moški doma, tako da en tak upgrade bi ziher prav prišel. Naslednji izdelek, namenjen pravi moškim, bi lahko rekli, Old Spice darilni set za moške, Captain, torej večna klasika. Jaz, ko pomislim na Old Spice, se itak vedno spomnim, ne, na tiste legendarne reklame. Že včasih, ne, tudi zdaj te aktualne so zelo zanimive, ampak pravzaprav oni res imajo, ne, sledijo nekemu stilu, ne, tudi ko pogledamo, ne vem, njihove reklame izpred 10, 15, 20 let, ne, vedno so pustile en pečat na nas. A se vidva spomnita kakšne mogoče? Ja, sej te reklame, kakor si rekla, so še zdaj aktualne, pa so pa že od, jaz se jih spomnim, ker sem bil še čista mal, da so se že vrtele, tako da to je res ikonično. Ja, je kdo, ne vem, od očetov uporabljal tudi Old Spice prva? Ja, glih moj oče, pač, ko sem bil jaz otrok, je uporabljal Old Spice in meni se je to vedno zdelo ful tako frajersko pa cool in sem si rekel, jaz, ko bom velik, bom tudi Old Spice uporabljal. Zdaj, mogoče še to, a ne, tukaj notri imamo torej deodoranta, a ne, oziroma imamo tušgel za tuširanje in imamo deodorant v stiku. Pa še nogavičke. Ja, to so zdaj ful moderne, ne? In to bele. Jaz imam 3/4 omare nogavic, mojih je belih, tako da jaz si bi jih nosil 100%. Takole? Še si tole pogledam. Kar dej. Kar se tiče samih dišav, kako zbirata drug drugemu, vsak zase, skupaj? Ja, no, glede dišav pa mislim, da nimava najbolj kompatibilne okuse, zato ker jaz sem včasih tako, ker smo šla vohat kakšne parfume, pa to sem bil ful navdušen nad kakšnim, pa sem cel vesel šel do ule in dal za povohat, ona se je pa tam začela kremžati, tako da tukaj sem se jaz zdaj odločil, da bom raj se sam odločil, ona pa za svoje in to je to. Ja, no, zdaj je Jaka malo bolj v temu in on voha bolj te res specialne parfume, ki imajo pač tak specialen vonj in to res ni za vsega. Tako da ja, meni ne dišijo najbolj. Kar se pa mene tiče, jaz jih kupujem že ful dolgo, imam ful parfumov, ampak imam vse. Parfum si dam čisto odvisno od dneva, včasih si dam sladkega, svežega, pač kar mi paše tisti dan. No, Ula, ampak nekaj se bova pa zdaj strinjali, ne? Tale von pa je, ne? Ja. Captain, to je bojda tudi eden od Jaz sem tega že povohal, ja. Old Spiceovih najbolj priljubljenih vonjav in kar je super, ne, kar še dejansko okrepi ta svež von je to, da se vi najprej torej stuširate, a ne, s tem tušgelom, ki je enakega vonja in potem torej dodate še ščepec deodoranta v istem vonju in to je potem, ne, ta komplet, ki nekako, ne, še dodatno ojača ta von in to je pa, ne, ko greš ko greš iz fitnessa, ne, in za tabo diši še cela garderoba, pa ne sam tisti dan. Do naslednjega dneva, ko spet prideš v fitness. Se strinjaš? Ja, meni je to ful fajn, drugače, tako po fitnessu, ko se ga res hard našportaš, pogreš pod mrzel tušek, se z eno tako dišeče milom umijaš in se pa res počutiš, da si fresh. Res je. Ja. Se pa strinjamo, ne, da pač sploh, mislim, zdaj izhajam tudi iz sebe, ampak von, prijeten von na osebi, ki jo imamo radi, je ena od osnov. Ja. Ne? Se mi zdi, da so ženske kar malo zaljubimo v ta von, ki ga nosi moški. Jaz imam feeling, da ti pol ostane tudi v spominu ta von. Jaz tudi, recimo, ne govorimo zdaj samo o moških, ampak če rečemo za moja prijateljica, jaz jo po točno specifičnem vonju oziroma parfumu spomnim, tako da pač isto je pri moških potem. In hkrati še enkrat, torej, preden se selimo na drugi set, spomnimo tudi še na darilce, ki ga tokrat dobite zraven. To so te zelo uporabne nogavice, ne, ki jih boste že znali pokombinirati tako, da bodo najbolj ustrezale vašemu stilu. In gremo k naslednjemu darilnemu setu. Ne boš verjela, Ula? Ne, še. Malo bomo še počakali, ampak je pa dobro, ne, ker v bistvu ugotavljamo, da so tudi te darilni seti za moške z marsikaterimi izdelkom uporabni tudi za ženske. Ne? Tudi recimo pri Old Spice, bodva iskreni, kdaj se pa tudi ženske s tem deodorantom, če ga zmanjka, glej, če ni drugega, ne? Nekdaj včeraj. No, pa tudi tale izdelek, ki prihaja zdajle, ne? Sicer spet v primaru bolj namenjen moškim, ampak ne,
tudi ženske vemo, da so žilet britvice najboljše, najbolj močne, ampak hkrati tudi najbolj nežne do kože. Torej, darilni set za moške Fusion 5. Zakaj 5? Zato, ker je seveda tukaj le zraven 5 britvic sestavlja en rezilnik, kar pomeni, da je res ta občutek na koži, kljub temu, ne, da je zelo učinkovit pri britju dlak, nežen, a ne, tako, kar kontradiktorno bi človek rekel. Vem, Jaka, da ti uporabljaš ta izdelek, a se kaj pozna, se kaj manjkrat recimo zarežeš, je koža potem silky smooth? Ja, meni so tele Gillette, jaz te skozi uporabljam, kot si rekla, pač meni so res top in je dejansko se ful opaz razlika, ker če kupaš kakšno tisto britvico, ki je gor samo ena ali pa dve, tisti, ne vem, enkrat uporabiš, naslednjič je že cela taka hrapava, pa se hitro kaj urežeš. Pa tudi pri teh je fora, da imajo glavo tako, ki se v bistvu prilagaja potezam obraza, ne? In je ful lažje te dele razne pobriti in je manjša šansa, da se urežeš. Pa še tale pena od Gillette je meni tudi najboljša. To skozi uporabljam. Jaz predlagam, da zdaj mi kar pogledamo, kaj točno je v tem darilnem setu, ki ga je zdaj Jaka tako entuzijastično opisal. Se vidi, da ti je res všeč in mimogrede, nismo prej povedali, da je še ena taka lepa torbica, ne? UEFA Champions League, tako da evo za vse ljubitelje nogometa. Še nekaj, Zavezano je. Hvala lepa, Ula, mi boš malo pomagala, kar da je. Mislim, da bo, takole, bo šlo, evo ga. Tako da zdaj pokažemo, kaj točno je v tem našem tretjem darilnem setu, tako. In potem seveda, a ne, poleg torbice, še nastavek in pa 4 rezila, mogoče, a ne, prej smo že govorili o tem, kako zelo pomembno je tudi, da so rezila ostra, a ne, da to v bistvu res pomaga pri teh najbolj kočljivih delih našega obraza, tudi pri teh pregibih, ob nosu, ne. Tukaj je 5 britvic, potem pa še ena dodatna, tukaj le gor, ta je pa potem za tiste mikro zarezice, tako da res ne, naše nabradno okrasje uredimo do podrobnosti. Tudi držalo, zelo kompaktno, hkrati opremljeno tukaj z gumo in s takšnim reliefnim občutkom za boljši oprijem. To se mi zdijo vse te male malenkosti, ki pa štejejo, a ne, Jaka? Tako je, tako je. Sploh tole držalo je res bolj tako kompaktno, kot tisti za enkratno uporabo, tako da to zdrži ful dolg. Komu bi pa podarili recimo tale darilni set, kaj pravta? Ja, jaz bi ga najraje sam sepno, ampak mislim pa, da bi tudi kakšen drug moški vesel tega, ker pač je res praktična zadeva, ne. Ja, jaz bi ga podarila mojemu atiju ali pa stricu, ker to vsak moški pač rabi vsaj za neki, tako da bi bili vsi veseli. Tudi jaz. Jaki si že kdaj kupila takšno? Ja, jaz uporabljam drugače moške britvice, se mi zdi, da ful bolj brijejo kakor ženske. Absolutno. Tudi pena, se mi zdi, da te ženske pene so bolj take vodenaste, ker te lažje potem ubriješ, no? So bolj take goste. Tako da Gillette je top. Ampak tudi recimo ene druge pene od drugih znamk, ki sem jih že ful probal različnih in velikokrat se zgodi, da ratejo take grudice iz pene in jih pol ful težko razmažeš po obrazu, ta Gillette je pa taka, da se pač ful lepo porazdeli. In tudi je torej za občutljivo kožo z dodanim oljem mandlja, kar pomeni, ne, da ne gre samo za odličen občutek pri samem britju, ampak gre tudi za en prijeten občutek, ki na koncu ostane na naši koži. Skratka, navdušeni, navdušeni, palec gor, gremo dalje. Mislim, Ula, da smo pa zdaj končno nekaj dočakali samo za ženske, ampak kot že danes večkrat omenjeno, tudi vsak paket do zdaj, čeprav je bil bolj namenjen moškim, je vseboval kakšen element, ki bi ga z veseljem uporabile tudi ženske. In meni osebno so pa taka darila itak najboljša. V bistvu ga kupiš partnerju, ampak ga kupiš tudi malo zase. No, vse to. Ampak tale je pa tudi tak, sicer namenjen ženskam, ampak v resnici, ne, Jaka, verjamem, da tudi če bi tebi kdaj zmanjkalo šampona, ne bi imel nobenih težav poseči v uljino zalogo. Ali pač? Jaz skozi uljine zadeve uporabljam. Meni tiska mi pride pod roko, to uporabljam in uljinih zadev je veliko več pod rokami, kakor mojih, tako da. A res? A tako? Kako pa to? Ja, ne vem. Ne, midva sta tako, da če slučajno greva na kakršnokoli potovanje ali pa kaj, pa zmeraj vzameva samo eno, zakaj bi vzevala dvojno, se pravi moje stvari. In pač si pol deliva to, no. Ker je pač lažje
Pa včasih je, da moraš vzeti na letalo samo določeno kilažo. Kilažo, ja. Tako da rajš pršparava za kaj druga. Vse reda, absolutno. Ja. No in evo, tukaj je še en tak izdelek, ki te imam na sumu, Jaka, ga boš kradel. To z veseljem. Uli. Pred nami je Pantene Pro vedorilni set za nego las Kate Haring Artist Edition. Torej, mene osebno prepriča že sama embalaža. Ne povem, da gre sicer za ameriškega pop umetnika, ki pravi give your hair some love, dajte svojim lasem malo ljubezni in res je, v teh zimskih dneh si jo še toliko bolj zaslužijo. Ne vem, če ste opazili, ampak jaz danes ves čas malo popravljam te svoje neobvladljive lase. Enostavno tako so na elektreni, da očitno tudi jaz rabim Pro vedorilni set za nego las, kajti tale set je pa namenjen, a ne svojo vsebino prav tistim, ki se zdaj v tem trenutku soočate s suhimi, lomljivimi lasmi, z lasmi, ki rabijo še dodaten boost, tako z vitamini kot, a ne, potem na koncu še tisto zadnjo piko na i v obliki olja, ampak daj mi, Ula, malo pomagi, daj vam zdaj tole ven lepo zložiti, pa pokaživa, kaj vse je v tem super darilnem setu, ki mislim, da bi ga bila vesela čisto vsaka ženska, ki ima lase. Tako da, Se pravi, okay. Imamo šampon. Wow, no, a niso res lepe embalaže? Ja, ful so luškane, tele srčki sploh. Pol imamo balzam. Balzam, tako. Masko. Pa še za na konc olje. Wow, fantastično. Tako kot sem rekla, to je kot ena taka prva pomoč za naše izsušene na elektrene lase v zimskih mesecih. Tako da jaz verjamem, da bomo zdaj s tem setom komu naredili tisto žarnico na vrhu glave. Tole bi pa res lahko kupila, ne vem, svoji mami, ali pa teti, ali pa sestri, ali pa konec dneva prijateljci, ali pa ne nazadnje, mogoče tudi, vse lahko tudi moškemu, zakaj pa ne? Recimo, če ima daljše lase, Jaka, ti imaš sicer naravno skravžen lase, je to kakšna posebna njega? Ja, jaz uporabljam skoraj vse te zadeve. Mislim, jaz uporabljam šampon, balzam, potem dam neko living conditioner noter. Pa še na koncu krenca za kodrčke, tako da 4 zadeve. Bravo, Ula, nekaj ti je pa ratalo v življenju, vidiš, to je pa dobro slišati. Super, lepa rutina, zelo lepa rutina, pohvaljen. Sicer zdaj, da mačken mogoče še dodatno popestrimo našo dajo eno vprašanje za vaju. Kaj bi Ula podarila očiju ali bratu? Evo. Brata nimam, tako da mi ostane sam oči. Očiju bi podarila, se pravi, iz teh delov, ki smo mi, se pravi tale, brown, brivnik, ker moj ati ima dolgo brado, tako da tole zihar, britvico tudi, ker ima tudi brke, pa karkoli. Pa tudi tole mu bi podarila, ker ima moj ati daljše lase od mene. Wow, in v bistvu bi lahko to podarila očetu in mami hkrati. No, vidite, praktični pa smo. Sicer hvala za vsa vaša vprašanja, ne bomo imeli čas odgovoriti na vsa, ampak na kakšnega pa še najbrž, tako da kar zapišite, pokomentirajte, res smo veseli, da ste z nami. Mogoče še to, imaš ti kakšne težave z lasmi po zimi? Kaj iščeš v izdelku za lase? Kaj je tisto? Zdajle je decembra, oziroma ko je zima, so moji lasje, ko se zjutraj zrihtam, stopim ven, čez 5 minut več ni frizure, tako da iščem pač take stvari, da se mi ne napihnejo lase, oziroma da ne izgledam Ja, ne vem, kako hočeš reči. Tako da res nekaj tazga, da zadržino, pa da pač ne pride do teh... Tudi zelo prijeten von imajo te izdelki. Dej, veš kaj, jaz mislim, da ti potrebuješ malo tega olja, tako kot tudi jaz. Zdaj, Jaka, tep ne vem, če ga upam predlagati za tvoje frčke, ne? Jaz ne bom klede šaro po moji frizuri med tem, ko smo live. Ampak po voni to, po moji si boš premislek. Dobar je. Ne, zelo moram reči, zelo fin izdelek in tudi, ker vemo, von na laseh se kar lepo obdrži. Če boste pri negi las uporabili celotno linijo, bo to pomenilo, da bo za vami tudi en tak prijeten oblaček. Ne, res lepo diši. Ja, ful diši. Škoda, da ni še te funkcije na ekranih, da bi lahko tudi vonjali, ampak upam, da verjamete na besedo. To pa čez kakšen 10 let, ko da.
Pa jaz upam, da že prej, no bi bilo škoda, da ne bi bilo že prej, Ja, ne? res. Sploh pri naših oddajah DM Live, kjer je res veliko krat tudi von tisti, na katerega pač opomnimo, opozorimo, ker vemo, a ne, da je en kup enih stvari pomembnih, ko se odločamo za nakup različnih izdelkov. Bi mogoče, Jaka, še ti kaj dodal, katerega od teh izdelkov boš najraje si sposodil od Ule? Po mojem šampon pa balzam, to definitivno, to pač itak moraš uporabiti, ker si umivaš lase, tako da. Tako je. No, glej, Ula, boš naslednjič, ko se videla, povedala, ampak jaz mislim, da bi mu tudi malo tega oljčka, da mu ne bi čisto nič škodilo, veš? Ne, ne To bi. pa moraš sprobati, ja, to pa moraš sprobati. Moraš mačke, no, jaz mislim, da to za tvoje kodrčke, da bi bilo to prav fajn, veš, da jih malo še dodatno definiraš. Ja, sej ne, pa glih sem hotel reči, ker kravžlji so ponavadi tako vedno bolj taki sušeni, tako da No, če malo no. olje, white look pa to. Glej, mogoče se pa upogumi do naslednjič. Ok, zaključujemo pa z eno zadevo, ki pa res nosi, bom rekla tudi, če ne bomo dodali še enega sporočila zraven, a ne, ko smo že prej rekli pri ostalih setih, vsaj po mojem zaželjeno. No, to darilo pa je na nek način zgovorno že samo po sebi. Govorimo o CV fotoknjigi, ki je res eno, vsaj po mojem mnenju, od bolj osebnih daril, ki dejansko lahko celo leto v malem v eni knjigi lahko združite in podarite tistemu, ki si je to pač res zaslužil. Zdaj tukaj imamo en primer, naj seveda spomnim, da lahko vi izbirate med različnimi fondi, med različnimi velikostmi. To je pač res fotoknjiga, ki si jo prilagodite lastnim željam in potrebam. Takole jo bom postavila, mi jo bomo potem tudi še malo prelistali, pa vendarle mogoče še enkrat spomnim, da samo vi, dragi gledalci in gledalke oddaje DM Live, lahko oblikujete 50 strani CV fotoknjige za ceno 26 strani in to z opisom posebne kode, kjer prejmete 24 strani brezplačno. Ugodnost velja za vse vrste papirja, za vse vrste formatov, ali boste naročili preko spleta na dmfoto.si ali preko mobilne aplikacije CV, lahko tudi preko brezplačnega namiznega programa. Skratka, v vsakem primeru aktivirajte kupon, ki vam bo omogočil te dodatne 50-kratne točke. In mogoče še to po vajinem mnenju, za koga bi bilo to popolno darilo, kdo bi spustil solzico ali dve, ko bi mu recimo prinesla takole knjigo z lepimi fotoutrinki preteklega Jaz leta. mislim, da to je za kakšne take, ki so res bližnji, ki si z njimi preživel kakšne spomine, ki si šel z njimi na kakšno potovanje. To ni glih čisto za vsakega, ampak z unim, ki si pa doživel kakšne take lepe trenutke zraven, bi pa to bil zihar zelo vesel in kaj vedno je lepo videti slike v dejansko fizični obliki, to čist nekaj drugega, kakor v digitalni Tako verziji. je. Sploh v tem, bom rekla, svetu, kjer imamo vse na telefonu, včasih z veseljem primemo v roke in tako po analogno pogledamo mogoče kakšen utrinek iz preteklega leta, vidva tudi veliko potujeta, tam verjetno pa nas... to je Ulaj tudi ful velik pristaš tega, da se slike hrani v fizični obliki, ona ima doma. Bravo. To je en različen fotoaparat in tudi albumov imamo ogromno, tako da je čist nekaj drugega, ko gledaš album, kakor ko gledaš slike na telefonu. Ja, ne, meni je to res 100-krat boljše kot na telefonu. Sploh ful imam rada tako retro slike, tako iz včasih in imam še en fotoaparat, ki je v bistvu na filme in je res pač ful dober in pač to sprintam in jih razdelim v različne albume in je res pač tako čist drugače, ko ti gledaš te slike dejansko v tvoji roki, kakor pač jih imaš ti na telefonu. In zdaj med tem, ko sta videla tole govorila, sem jaz pokazala še recimo eno od možnosti, ki jo lahko uporabite pri oblikovanju svoje CV fotoknjige, torej različni formati. Tukaj se praktično razgrne ena ogromna površina, kjer se torej lahko znajde kakšen od vaših magičnih trenutkov leta 2025. Ne nazadnje, letos CV fotoknjige praznujejo 20 let in v tem času so res postali pravi mojstri fotoknjig. Ogromno tudi enih majhnih detajlov, ki odlikujejo njihove knjige, recimo posebni žepki na straneh, kjer lahko spravite, ne vem, mogoče vstopnico iz koncerta, kjer ste se imeli lepo, ali pa mogoče letalsko karto. Hkrati spet, prej smo že omenili, različne postavitve slik, recimo tudi sestavljanka malih slik v večjo sliko, ogromno enih možnosti je tukaj, ne?
in verjamem, da boste kakšno od njih izkoristili tudi vi in kot že rečeno, tudi prav posebna akcija, ki velja do 31. decembra, torej koda, ki jo bom zdaj še enkrat ponovila, najdete jo sicer tudi na DM-ovi spletni strani in zdaj, če boste pogledali tudi v aplikaciji Moj DM, torej koda se glasi vse z veliko CFK STR ANIL IVE. Ampak kot že rečeno, verjamem, da boste kodo tisti, ki jo boste potrebovali, našli na DM-ovi spletni strani. Ja, draga moja, prišli smo do konca naše oddaje. Meni se je zdelo, da je danes čas še posebej hitro minil, a ne, bili smo v družbi vaju, čudovita družba je bila to, v družbi vrhunskih darilnih setov in jaz mislim, da smo dali komu kakšno fajn idejo, kaj pravta? Ja. Mogli bi se že nekaj najdeti za vsazga, ne? Zame bi se, tako da upam, da ste tudi vi zadovoljni s čim. Ti že veš, kaj boš Uli podaril letos? Ja, vem, sam tole moram pa zapreti usta in ostane skrivnost do Božiča. Ula? Ja, jaz se pravi, eno darilo že imam, drugega še moram kupiti, ampak za tega drugega že tudi vem, tako da to ne bo problem. Odlično. Super sta, verjamem, da se kmalu spet vidimo, do takrat pa navdušujte nas še naprej preko ekranov. Hvala. Jaka in Ula, hvala, pa lepe praznike. Ja, hvala, Enako. Vsem lepe praznike. Tako. Jaz vam bom to še sigurno vsaj še enkrat zaželela, ker mi imamo pred sabo namreč še zadnjo oddajo DM Live v letošnjem letu. Ta se bo zgodila že naslednji torek, torej 14. decembra in verjamem, da bo to še en super trenutek v letu, ko se bomo izobraževali na področju DM-ovih tem, DM sveta in kaj bi lahko želeli za zadnjo oddajo kot priprava na najdaljšo noč v letu oziroma priprava na vse tiste decembrske zabave, ki vas še čakajo. Govorili bomo o glamuroznih pričeskah, tako da spet nekaj, kar ne smete zamuditi. Tudi takrat bomo za vas pripravili lepe ugodnosti, no da izkoristite te, ki so torej na voljo danes, 50-kratne točke tudi na danes predstavljene izdelke, pa veljajo še do nedelje. In mimogrede držim pesti tudi, da boste prav vi, mogoče v prihodnjih dneh, na seznamu naših nagrajencev in da boste dobili lep paket daril. Do takrat pa lepo se imejte in srečno! Adijo! Ciao!